Spoštovani, na prizorišče prihajajo pohodniki, vodi jih Julijan Torkar. Zbrali so se v okviru današnje spominske slovesnosti ter hodili po nekdanjih kurirskih poteh. Vse od spominskega obeležja narodno-osvobodilne borbe v Ospu in obeležja duhovniku, narodnemu voditelju in voditelju upora zoper fašistično nasilje v Ospu, monsinjoru Francu Malalanu, mimo partizanske tiskarne v Stari Gabrovici, pa vse do tega prireditvenega prostora. Prisrčno pozdravljeni. Spoštovani, na prizorišče prihajajo praporščaki, vodi jih Denis Opatič. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni v partizanski Gabrovici. Na tradicionalni spominski slovesnosti, posvečeni spominu na tragične dogodke tistega nedeljskega jutra, 28. maja 1944, ko so Gabrovico obkolili nemški vojaki, fašistična policija in domobranci in so v maščevalnem besu ugasnila življenja nedolžnih žrtev. Prisrčno pozdravljeni na spominski slovesnosti, posvečeni spominu vseh v pomembnem poglavju slovenske zgodovine preminulih domačinov, žrtev fašizma in nacizma, ki zaslužijo naš trajen spomin in globoko spoštovanje. V imenu Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, organizatorja današnje slovesnosti, v naši sredini posebej pozdravljam udeleženke in udeležence narodno-osvobodilnega boja in osamosvojitvene vojne za Slovenijo. Sorodnike žrtev nacifašizma, padlih borcev narodno-osvobodilne borbe in umrlih za svobodo. Pozdravljam današnjega slavnostnega govornika, domačina Miloša Ivančiča, novinarja, publicista in člana odbora Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper. Med vabljenimi gosti, ki želijo s svojo navzočnostjo poudariti pomen ohranjanja spomina na dogodke izpred 74 let, je tudi naš prvi predsednik Republike Slovenije, Milan Kučan, ki ga prav lepo pozdravljam. Lepo pozdravljam predstavnika Mestne občine Koper, Vilija Bržana.
ter predstavnike sosednjih združenj borcev in krajevnih borčevskih organizacij ter Amplija, Združenja partizanov Italije iz Trsta. Lepo pozdravljam predstavnike v današnjem programu sodelujočih osnovnih šol in glasbene šole Koper. Pozdravljam predstavnike 430. mornariškega diviziona Slovenske vojske in predstavnike organizacije Tiger ter policijskega veteranskega združenja Sever za Primorsko in Notranjsko in območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo ter predstavnike skupnosti partizanskih pomorščakov Slovenije. Pozdravljam prisotne poslance Državnega zbora in predstavnike političnih strank in druge goste. Poseben pozdrav pa velja seveda nastopajočim. K besedi vabim Dimitrija Černica, predstavnika vaškega odbora Gabrovica. Lepo prosim. Spoštovane borke, spoštovani borci, udeleženci narodosodilne borbe, drage Gabrovčanke, Gabrovčani, cenjeni gostje. Prisrčno pozdravljeni na tradicionalni žalni slovesnosti v Gabrovici, posvečeni žrtvam ob požigu vasi 28. maja 1944, ki zaslužijo naš trajen spomin in globoko spoštovanje. Lepo pozdravljeni v kraju z bogato revolucionarno zgodovino, v zibelki narodnoosvobodilne borbe, kjer so okupator in njegovi pomagači sejali smrt, nasilje in teror, toda ljudstvo vzdolž Teosapske doline, prežeto z ideali osvobodilne fronte, organizirano pred fašistično nevarnostjo, se je združilo v bran, v zmagovit boj za svobodo naroda, za pravičnost in dostojanstvo, za osebno čast, tovarištvo in zaupanje med ljudmi, čeprav za ceno velikih žrtev. In v tem boju vztrajalo vse do osvoboditve. 28. maj 1944 je s krvjo in solzami zapisan v zgodovini uporne Gabrovice. Zločinsko dogajanje tega dne je vodil poseben inšpektor za javno varnost iz Trsta v sodelovanju z nemško vojsko. Posledice so znane. Požgana vas, ljudje odpeljani v zapore, v taborišča smrti, 13 smrtnih žrtev, 4 ustreljeni, tudi najmlajša med njimi, še ne 5-letna deklica Nerina Krmez. 5 umrlih v plameni, 4 umorjenih v rižarni. To je bil zločin nad civilnim prebivalstvom, za osvoboditev je žrtvovalo svoje življenje 38 domačinov. Partizanska Gabrovica ne sme v pozabo. Trajno jo moramo negovati in nositi v ljudski zavesti. Ohranjati spomin na žrtve, na pogum in častno držo ljudi, na njihovo osebno žrtvovanje v tistih hudih časih boja proti fašizmu in nacizmu. Le z ohranjanjem in prenašanjem spomina na mlajše bodo tudi prehodni rodovi vedeli, spoštovanje razumeli, kako težko je bilo izbojevati svobodo, še posebej na tem delu slovenskega ozemlja. Spoštovani, kadar hodimo to okoli, postojimo za hip in pomočimo za žene 5-letno Nerino in vse žrtve Gabrovice. Hvala. Tudi ona je hodila tja na hribček nad vasjo. Vselej tedaj, ko se je komaj začel delati dan. In bila je vedno sama. Pa vendar globoko v sebi z nekom, ki ga je neizmerno ljubila in ga že dolgo ni bilo več. Njena trda, oddelana polju zgarana roka je delovala tako mehko in toplo, ko je z neskončno ljubeznijo pobožala zemljo, jo za trenutek stisnila v dlan, potem pa pest počasi zaprla in zemljo narahlo posula po grobu. Vsakokrat, ko je komaj prišla. Njen pogled je bil ob tem odsoten, strt in žalosten. Iz časopisnega papirja je previdno potegnila šopek cvetja. Bile so to njene rože in imela jih je v vseh letnih časih. Jih skrbno negovala in zalivala s posebno ljubeznijo. Nikdar in nikomur ni dala teh svojih belih rož. Niti enega samega cveta ne. Zanjo so te rože bile nekaj svetega in nihče od sosedov si ni upal vprašati zanje.
Neštetokrat je njen korak zastal ob cvetnem grmičku na vrtu in v mislih je že izračunala, da se bodo čez 2 dni odprli 3 novi popki. Ko jih je potem previdno odrezala in v steklenico, ki jo je imela vedno pripravljeno, nalila vodo ter s počasnimi koraki zavila proti hribčku med borovce po ozki strmi stezi. Bolj ko se je bližala cilju, počasneje je stopala. Njen obraz je otrdel. V temnih očeh se je zrcalila neskončna bolečina. Dolga leta je hodila na vaško pokopališče, vse dokler so ji dopuščale življenjske moči. Tako je zapisala Majda Cergol v spomin na svojo mater in po žigu vasi ugaslo življenje sestrice Nerine Krnec. Tudi Majde, svojčas tajnice krajevne borčevske organizacije Črnikav in vsestransko prizadete tovarišice, ni več med nami. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat si v bridkosti plašnost trepetala. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat si v bridkosti plašnost trepetala. Samo da mi ne bi, da ne bi umrl. Samo da mi ne bi, da ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvojih še spal, takrat si mu nežna v solzah šepetala. Takrat si mu nežna v solzah šepetala. Glej, kmalu iz tebe cel fant bo postal. Glej, kmalu iz tebe cel fant bo postal. Postal je tak fant, da bi gore premikal. Postal je tak fant, da bi gore premikal. Nikdar se ni klicu svobode izmikal. Nikdar se ni klicu svobode izmikal. Tako si mu segla poslednjič v roko. In v tebi je tlelo, in v tebi je tlelo, je tlelo, je tlelo, je tlelo. Da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove, zdaj veter raznaša besede njegove, zdaj veter raznaša besede njegove. Prisluhni na tanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš, mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Veš, mama, veš, mama, veš, mama, veš, mama, lepo je, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, za kar
Sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Kajuh, visokorasel, lep fant, pesnik, borec narodno-osvobodilne borbe, v tedaj novoustanovljeni 14. diviziji, padel v eni izmed velikih nemških ofenziv, star komaj 21 let. Polnil je partizanske mitinge, navduševal in opogumljal ljudi in kakšno poezijo nam je zapustil. Kdo je še kje in kdaj zapisal? Lepo je, veš, mama. Lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Spoštovani, delegacija Združenja protifašistov borcev za vrednote NOB in veteranov Koper je v spomin žrtvam fašizma in nacizma že položila cvetje in venčke. K osrednjemu spomeniku NOB na Črnem Kalu, k spominskim ploščam na pročelju objekta vaškega doma v Gabrovici in k spominskim obeležjem v Ospu. Na tem mestu, skupnem grobu, pa se bomo z vsem spoštovanjem poklonili spominu žrtev požiga Gabrovice. K polaganju cvetja vabim delegacijo društva Tiger Primorske in delegacijo Združenja protifašistov borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, prosim. Počastimo spomin s trenutkom tišine. Hvala. In hvala padlim in žrtvam. K slavnostni besedi vabim Miloša Ivančiča, novinarja, publicista in člana odbora Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, prosim. Spoštovani
spoštovani predsednik Milan Kučan, spoštovani tovariši soborci, mojega očeta in mame, spoštovani naši gostje, prijatelji, dragi naši sovaščani, prebivalci tega našega brega, Gabrovce, Ospa, ki se razsega tega našega brega, ki se razsega od Učke pa do Trsta. Veste, tu v Gabrovici so živeli, kot tudi v vsem tem bregu, ponosni ljudje, razgledani ljudje. To so bili kmetje, ki so šli najmanj enkrat na teden v Trst. To so bile gospodinje, ki so šle 2-krat na teden ali 3-krat na teden na Trst. To so bili delavci, ki so hodili vsak dan v Trst. To so bili naši mornarji, ki so preveslali in objadrali ne samo Jadran, kot galjoti na beneških barkah, ampak en naš nono je bil celo turški oficir. Prejadrali so v svet. Ti ljudje so vedeli, kaj je ta svet. Ti ljudje so spoznali, kaj je to pravičnost. Spoznali so drugačnost. Zato je tu tak kraj. Zato so tu taki kraji. Veste, tu so se proti fašizmu zoperstavili, postavili barikade že 14. maja leta 1921. Na teh barikadah je po 2 dneh bojev umrl Andrej Žerjul, prvi heroj, narodni heroj, bi lahko rekli, prebivalec te Gabrovice, sicer porodil iz Prebenega, se tu je bilo vse požlahtano. Leta 1930 so v Gabrovici sklicali komunistično konferenco za slovensko Istro, na kateri so sprejeli številne dogovore v bran pred fašizmom. Revolucionarno nastrojeni kmetje, ti razgledani kmetje, ki so vsak večer brali knjige, so kupili pisalni stroj in sami doma izdelali ciklostirni tiskalni stroj. Ter leta 1932 začeli izdajati glasilo Kmetski glas, s katerim so pozivali ljudi k uporu proti fašizmu. Sem so ob podpori karabinjerjev prihajale stalno škvadre fašistov s palicami, ricinosovim oljem. Jaz sem to poslušal, ko mi je ona pripovedovala, kako so ti ljudi tepli, kako so jih vlekli zavezane na vrbeh. Veste, kaj počne ricinosovo olje, ne? In to so jih poskušali nečastiti na tak način. Kar 50 ljudi je zbežalo v Jugoslavijo v času fašizma. To je bil eksodus 250 000 primorcev, ki jih je naša država pozabila in se klanja tistim, 27 000, ki so šli v Italijo. To sem opisal v knjigi Lebič, zgodbe pozabljenega eksodusa. Med njimi je med prvi moral zbežati učitelj, skupaj z 2 našičima dijakoma, našima Ivančičema, ker sta snela italijansko zastavo, pa so mogli zbežati, drugače bi jim huda bila. No, med Enobejem v tej vasi delovala partizanska tehnika Naš dom, kasneje Snežnik, tu so se selili tudi malo v Osp. Nato ilegalna tiskarna Žena. Tam je družina Barut naredila med 2 stenama ali kakorkoli posebno klet, ki je bila bunker, in tam so se skrivali in tiskali in delali. Tu gor, pa tudi v vasi, so se združevali razni štabi. Je tako Danilo, takrat si tudi ti tam pogosto bil, VDV pa naprej. Veliko je bilo tega, prav mrgolelo je, da tako rečem, ljudi. 27. maja zvečer je v to vas prinesla zelo dragocen laboratorijski mikroskop za bolnišnico Zalesje, ki smo jo se spomnili pred par tedni, obnovili, kar sama predsednica Tržaške osvobodilne fronte, legendarna, a danes pozabljena Vlada Bidovec Morana. To je bila ženska, ki bi se ji morali pokloniti posebej. Ampak malo potem, ko je prišla,
ko se je že počasi prevešalo k jutru, ko so se tovariši dobili in tu poklepetali, je začela piškati piščal. Zato so imeli straže. Mladci so vse okrog stražili po teh hribih, da ne bi kdo prišel, in imeli so s sabo pastirske piščali in so tulili. Nekateri so se skrili v gozd, ti partizani so se zaprli v bunkerje, ni bil samo ta bunker, bilo več, ampak v tem je bila tiskarna, jih je bilo največ, mislim, da jih 7. Tako so pač prekinili vse tiste misli teh ljudi, ki so, ženske so že kaj pekle, da bodo v nedeljo, na binkoštno nedeljo, šle k maši v to cerkev. Možje so rekli, da bo še rajši obirati češnje, ki so bile zelo lepe in se jih da dobro prodati na trgu v Trstu. Ampak niso mogli. Nekateri niso mogli obirati češnje več, nikoli več v življenju. To Gabrico je tisto noč obkolilo več tisoč nemških vojakov s pomočjo italijanskih fašistov, kolaboracionistov Deči Mamas, tudi s kolotijevci,